Patrik, še nekaj dni nas loči do poletne noči. Kaj vse nam obeta letošnja edicija? Ja, letos bo seveda obarvana z 60-letnico Slovenske popevke ob še enem jubileju, ob 70-letnici festivala Ljubljana, zato seveda smo presrečni in počaščeni, da bo to tudi otvoritveni koncert festivala. 60-letnica festivala Slovenska popevka pa nam daje eno posebno priložnost, da se spomnimo tistih, ki pravzaprav so v teh 60 letih veliko naredili, pa so najmanj izpostavljeni. Ko govorimo o popevkah, ko govorimo o glasbi, vedno damo v spredje izvajalce, damo v spredje skladatelje. Redko kdaj pa se spomnimo tistih, ki so pravzaprav dali zgodbo, dali besedila, dali verze. To so v začetku festivala bili predvsem poeti, literati, ki so tako z nekim izletom tudi v bolj zabavne oziroma v to zabavno glasbene vode ozaljšali to svoje delovanje, ampak v bistvu naredili so nam vsem eno veliko uslugo, kajti svojim doprinosom so zagotovili tem skladbam mesto v večni zakladnici, glasbeni zakladnici slovenski. Tako da letos se bomo spomnili takih, ki smo jih seveda dali v isti sklop, kot so Gregor Strniša, brez katerega pravzaprav na začetku popevke ne bi bilo, Branko Šemen, Miroslav Košuta, seveda Ježek, Svetlana Makarovič, Ciril Zlobec, Milan Jesih, Milan Dekleva, Ervin Fritz in seveda ne moremo, ne da bi tudi dva, ki najbrž nista nikoli bila člana Društva slovenskih pisateljev, ampak seveda sodita mednje, to sta Elza Budov in Dušan Belkavrh. Letošnja poletna noč bo potekala pod sloganom Poletna noč, beseda moč. Kako močan bo orkester? Slišim, da boste igrali na teh originalnih partiturah. Mi vedno igramo iz originalnih not, kajti notni arhiv RTV-ja, torej nototeka, rečemo, hrani celo zakladnico slovenske ustvarjalnosti in to je tudi premalokrat izpostavljeno. RTV ima znotraj sebe marsikaj, ima tudi notni arhiv, za katerega treba skrbimo, za katerega seveda je treba pravilno hraniti, ga digitalizirati in to so pravzaprav originalne note, partiture, parti posamični za orkester, ki so jih pisali že 80-90 let, ampak za slovensko popevko to velja 60 let in to so, kot rečeno, rokopisi največkrat, iz katerih še danes igramo. Kaj bo ponudil Patrik Gleba? Ne nazadnje, ste zelo živahen dirigent, pojete, plešete. Kaj se nam obeta 21. junija? Od Patrika, seveda. Od Patrika. Ne bom prevzel šova, če je to mišljeno. Smeha ne bo. Mogoče bo del tega. Bom poskrbel, da bom opažen. Tako bom. Poleg Bernarda in Marija, ne? Ne smem v druge vode in druge, bom rekel, v zelnik skakati komorkoli. Ne, hecam se. Jaz bom seveda pač dirigiral, programsko sem seveda to vse skupaj pripravil, tako kot že nekaj let in poskrbel bom seveda, da bo poletna noč vredna obiska tisočih obiskovalcev kot vsako leto in seveda, da bo tudi potem to na voljo tudi prek televizijskih zaslonov tistim, ki bodo pač ostali doma. In da bo ne nazadnje tudi slišana poletna noč. Tudi to, za katero še vedno, še zdaj ne bom povedal, kdo jo bo odpel. To ostane vedno presenečenje do zaključka, kdo od izvajalcev odpoje obvezni dodatek, obvezni bis, seveda poletno noč.